Tukaj se spomini Janeza Hladnika, objavljeni v knjigi Od Triglava do Andov, končajo. Dobri 2 leti nato je Bog svojega zvestega služabnika poklical k sebi. Sam v svojih spominih večkrat omenja poškodbo na nogi. Večkrat je moral zaradi tega iskati zdravniško oskrbo. V aprilu 1965 se je moral podvreči operaciji. Le nerad je bil v sanatoriju svetega Jožefa v Buenos Airesu. Zato so mu zdravniki dovolili, da je v soboto 12. junija in naslednji dan prebil med svojimi farani, ki so ga dobesedno oblegali. V spovednici je prebil več ur, maševati pa ni mogel, ker ga noga ni več nosila. V ponedeljek 14. junija se je znova vrnil v sanatorij. Tam ga je v nedeljo 20. junija 1965 zadela srčna kap. Monsinjorju Hladniku se je iztekla njegova življenjska pot. Ljubil je svoj narod, iz katerega je šel. Svojim rojakom, ki so izgubili domovino, je postal krušni oče. Po njegovem posredovanju je 8000 Slovencev dobilo upanje, delo in dom med argentinskim ljudstvom. Da bi jim pomagal, se je pogumno spoprijel z njih revščino in se je boril proti nerazumevanju in preziru, ki so ga bili od nekaterih s početka deležni. K besedi vabim generalnega tajnika iz Selničnega društva Slovenija v svetu, gospoda Boštjana Kocmorja.
Slovenski povojni izseljenci, ki so po zaslugi monsenjorja Janeza Hladnika prišli v Argentino, so v nekaj desetletjih uspeli iz nič zgraditi Slovenijo na tujih tleh. Danes so nam lahko zgled, kako premagovati težave v negotovih kriznih časih. Ustanovili so, kot je bilo rečeno, organizacijo Društvo Slovencev, imeli so slovenske nedeljske maše, na katere so se vozili tudi po 2 uri v eno smer. S pomočjo slovenskih duhovnikov in slovenskih učiteljic so otroke pripravljali na prejem zakramentov in učenje slovenskih pesmic, kar je bil začetek zelo kakovostnih slovenskih šol. Z leti so ustanovili slovenske domove, kjer je kulturno in versko življenje Slovencev v Argentini začelo cveteti. Ustanovili so slovenske gledališke skupine, ustanovili so pevske zbore, folklorne skupine, ustanovili so literarni krožek in nato slovensko kulturno akcijo. Ustanovili so mladinske organizacije in v njih gojili šport, petje, ples in gledališče. Vse to na prostovoljni visoko kakovostni ravni. Dobrodelnost in medsebojna pomoč jim je bila vedno zelo blizu. Ustanovili so Vincencevo konferenco, Zvezo slovenskih mater in žena ter 2 zavetišči. Čas možne vrnitve v domovino pa je prišel prepozno, saj so se Slovenci v Argentini uživeli v novi svet, kjer raste že 4. generacija. Vendar pripadnost slovenskemu narodu izkazujejo vse generacije, tudi tiste rojene že v Argentini. V času osamosvajanja Slovenije so se z vsemi svojimi močmi, spretnostmi in vezami trudili in dosegli, da je Argentina med prvimi priznala slovensko suverenost januarja 1992. Naj bosta slovenska osamosvojitev in zavzetost vseh Slovencev v Argentini popotnica za boljši jutri vseh Slovencev. Hvala Društvu Slovenija v svetu za povabilo, da smo lahko v teh prostorih predstavili našega rojaka, monsinjorja Janeza Hladnika, na katerega smo krajani Rod še posebno ponosni. Iskrena hvala nastopajočim, ki ste se odzvali našemu vabilu. Hvala vam, dragi gostje, ki ste se danes zbrali. Posebna hvala za denarni prispevek podjetju Mizarstvo Janez Hladnik SP, OKK obdelava Kovin DOO, Jože Leskovec SP in krajevnih skupnosti Rote. Hvala lepa nastopajočim, tukaj sedečim obrtniški mešani pevski zbor Notranjska pod vodstvom Janeza Gostiše. Kvartet Grm.
zvok orglic Miro Božič. Hvala pritrkovalcem župnije Rovte. Za besedo Janeza Hladnika Jože Gladek. Za slikovno povezavo je poskrbel Peter Hladnik. Za povezavo Matjaž Gvezda In Maja Nagodek. Po knjigi Od Triglava do Andov pa je povzel Jože Leskovec. Sedaj pa vabimo, da se nam pridruži in nam nekaj besed nameni dr. Zvone Žigon z Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Prosim. Dobro večer sem skupaj, spoštovani, bom zelo kratek, če govor bom bolj hitro. Še enkrat spoštovani, še govor bom bolj hitro, da bom čim bolj kratek. Skratka, prinašam prisrčne pozdrave iz Urada za Slovence za zamejstvo in po svetu in ministra Gorazda Žmavca, s katerim sva bila ravno pred kratkim v Argentini na obisku pri slovenski skupnosti, tam je tudi predsednik Borut Pahor. Oba sta se lahko na lastne oči prepričala, kaj se pravi slovenski čudež v Argentini, ki ni čudež, ampak je sad trdega dela in zvestobe slovenstva, neomajne zvestobe slovenstva. Za vse skupaj pa ima velike zasluge tudi Monsignor Hladnik. Tako da ta večer je res kot neka vrsta pika na i temu doživetju, ki smo ga imeli obiskovalci v Argentini. In iskrene čestitke in zahvale organizatorjem Slovenije v svetu in pa izvajalcem, ki ste pripravili tako čudovit, tako slikovit in tako topel večer. Hvala lepa vsem skupaj in lep večer.